Ni začakati na maj, ko govorimo o projektih, ki so tik pred nami. Omenila bi rada in mogoče si bomo vzeli enkrat vsi skupaj več časa, da bi vam predstavili projekte, ki nastajajo tukaj skrbno in umno na področju tako imenovanih kulturnih industrij. Kulturne industrije so en pojem, ki visijo v zraku, mnogokrat pa ne vemo, zakaj gre, in tudi ga vzamemo kot neka artikulacija z področja kulture, o kateri je fajn govoriti, ampak potem, ko pa gre za implementacijo v praksi, pa ostanemo brez besed. In verjemite, to ni samo v Sloveniji, tudi v Evropi, govorimo spoznavanih in seveda tudi srečevanih z mojimi kolegi, ko sedimo skupaj za mizo, se tukaj ne vedno zgodi največ. Ampak nekaterim pa ja. Mi smo se odločili, da bomo kulturne industrije vzeli dobesedno zelo zares in da bomo sprožili vse tiste mehanizme, ki pomenijo, da vstopa kultura ne samo umetniško polje, kjer že je, ampak da vstopa tudi v proizvodnjo, da svojo dejavnostjo bogati gospodarski sektor, da ga plemeniti in da konec koncev ustvarja presežke. Zato bomo močno delali na prezentaciji kulture, na muzejskih trgovinah, na pomoči oblikovalcev industriji in na modni industriji in tekstilni industriji, ampak kot pravim, samo v par besedah to, kar bomo v naslednjem letu bolj pogosto krat govorili. O Evropski prestolnici kulture seveda ne čakamo na maj tukaj, ampak v decembru seveda čakamo še na zadnjo odločitev župana mestne občine Maribor, ki mora na javnem zavodu EPK dati še pikico, imenovati direktorja, medtem ko se vse ostale aktivnosti v naše zadovoljstvo obračajo na bolje, vsaj kar se tiče hitrosti razmišljanja in delovanja. Pa tudi ekipe, ki mislim, da je zelo zares vzela EPK. Da ne govorim, da smo v proračunskih postavkah, kar se tiče programa, tukaj na ministrstvu od prvega dne zelo trdni. Svetovna prestolnica knjige se izteka, obračun je že danes vemo dober in pohvalen, ne samo zaradi tega, ker so zacvetele nove knjigarne, zaradi tega, ker so se zgodile majhne a velike aktivnosti, ki so dobesedno usmerjale ljudi v branje v vseh oblikah, na vseh nosilcih. Konec koncev pa tudi zaradi tega, ker je Svetovna prestolnica knjige rodila projekt, vzajemni projekt, ki smo se ga veselili, ki sedaj živi, gre za poglede, za 14-dnevnik na področju kulture. Dolgo čakajo na maj, ko se odločajo o temu, ali je sporazum glede Blejskega otoka, se pravi sporazum, ki ga je vlada, ko je bila že tehnična vlada, to se pravi že v dnevih, ko se je od tukaj poslavljala, podpisala, to je sporazum med RKC in državo oziroma vlado glede Blejskega otoka in načina, kako so bile odvzete državi njej dodeljene površine in objekti na Blejskem otoku. Čakamo, da bo prišlo do razveljavitve oziroma do spoznanja, da je ta sporazum ničen. Seveda, počasneje, ampak zagotovo zelo intenzivno bo potekala reforma javnega sektorja, ki je se vrtela v tej hiši z analizami in smermi poti kar dobro leto. In pred nami je tudi želja, da bi se kulturniška zbornica, ki je vse preveč mrtva, ali pa mrtva črka, ali pa premalo dejavna, spremenila na način, da bo celoten kulturni sektor naših sogovornikov ali katerikoli, ali sogovornikov s komorkoli bil bolje organiziran kot je.